Zdaj pa odpiram diskusijo. Kolega, če se kar mogoče nama pridružite. Aha, Peter Špilič. Lepo se zahvalim za obe predavanji, fantastični ste bili. Imam pa eno vprašanje za Gašperja, oziroma kakšen komentar zraven. Ravno včeraj sem googlal po letnici 522 in mi pokazalo, da so leta 522 aretirali Boetija, ki so ga leto dve zatem obsodili magije, tako da se zato sploh ni mogel zagovarjati in ga lahko na ta način eksekutirali. Torej, mogoče v drugem stoletju je lahko Apulej se še zmazal z dobrogovorniško sposobnostjo, v 6. stoletju pa ubogi Boeti, ki je bil tudi dober govornik, pa dober filozof, kaj vse nam je izgruntal, je prevedel Aristotela, bil tudi grecist, pa ni mogel ničesar narediti. Mogoče tukaj res ta, kaj se dogaja z magijo od 2. do 6. stoletja? Ja, to je kar velik zalogaj za mene samega, mogoče bo Benjamin želel še kaj prispevati, ampak en vzorc, na katerega se spomnim, se skriva v eni cesarski dinastiji, in sicer pri Severih. Septimij Sever, ki je na oblast prišel leta 193, je, preden je prišel na oblast, sodeč po nekaterih virih, ki so mogoče nekoliko dvomljivi, dobil prerokbo, da bo prišel na oblast, in potem, ko je vedeževalec videl, kaj vidi pred sabo, je v resnici ni mogel verjeti in je potem še enkrat prosil, če lahko potrdi Septimij svojo identiteto, mu je še enkrat povedal in potem se je izkazalo, da mu je res namenjen prestol. To je neka tradicija, ki jo pripisujemo temu cesarju. Potem imamo pa kakih 30 let kasneje Aleksandra Severa, ta je pa, mislim, da je njegov nečak ali pa celo pranečak, če sem skrešil kako generacijo. Skratka, zadnji iz severske dinastije. Ta pa je že, če naj verjamemo virom, neke vrste zgodnji kristjan in njegovo učeništvo oziroma njegovo učenje je prevzel prav Origen. Zdaj, tukaj imamo v eni sami dinastiji zajet neke sorte premik od vraževerja in tudi politeizma do sprejemanja ali pa vsaj najprej priznavanja monoteizma in vsega, kar sledi zraven. Se pravi, postopoma se ta proces od, recimo lahko rečemo od 3. stoletja pa vse do Boetija, že seveda zadavnej, ampak mogoče lahko pokažemo še na letnico 380, ko je pač Solunski edikt izrazito prepovedal vse ostale oblike verovanja v rimskem cesarstvu, razen krščanstva. Je tak postopen premik stran od magije, vedno bolj je marginalizirana, vedno bolj obsojana in vedno več je, recimo temu, neke čiste filozofije, bolj, ne bom rekel enostavne, ampak bolj, rečemo temu, rafinirane. Jaz to razumem kot en proces rafiniranja, ki vsaj po mojem še ni čisto zaključena. Zdaj, vsak seveda ima svoje predstave o metafizičnem obzorju, v katerem živimo, ampak mislim, da so bile stvari vsaj v 2. stoletju precej bolj razburkane, motne in potem se je ta voda, recimo v katerem so plavali ti dogodki, postopoma umirjala in zbistrila. No, če uporabim neke sorte metaforo. Zdaj, zgodovinskih dogodkov drugih sam ne morem kaj več ponuditi, mogoče bo še Benjamin ponudil kako sidro za razmislek. No, a se sliši? Aha. Meni se zdi pomembno to, da pač s postopnim prihodom krščanstva se tudi iz državnega aparata, verjetno logično je, umaknejo določene figure, o katerih smo slišali včeraj, ne vem, pač razni prerokovalci, ki so prej spremljali vojsko, to se umakne. Se pravi, ta dimenzija, ki meji na čarovništvo oziroma je čarovniška, se umakne iz nekega, recimo, javnega prostora, čeprav na takšen ali drugačen način vedno obstaja do danes, verjetno na nek način. To je en vidik in drug vidik je
glede Boecija samega bilo zanimivo poznati, jaz sem tukaj popoln ignorant, naravo njegovega procesa, kdo ga je vodil, kako ga je vodil. Ja, seveda, ampak to je pač logično, da pač ja, čarovništvo je v krščanskem okolju je takšen proces, ne, takšen argument. Glede Origena, recimo, je zanimivo, da je on sam celo obtožen čarovništva in sicer o tem poroča Foci v svoji knjižnici, v svoji biblioteki, v enem odlomku in morda je prav tisti odlomek, ki sem ga prej citiral, v katerem on pozitivno vrednoti čarovništvo, da je bil vzrok za to obtožbo čarovništva zoper njega in smo v 8. 9. stoletju. Res, da je bil takrat on že obsojen kot heretik, že zdavnaj mrtev, že več stoletij, ampak očitno je, da v krščanskem okolju je obtožba čarovništva tista, ki prav pride in jo je težko vreči. Naj omenim, zdaj smo ga. V 2. stoletju obstajal en lex Cornelia, ki je za magijo predvideval že smrtno kazen, torej že v 2. stoletju, torej mogoče ta proces ni tako počasen, kot se nam zdi, ne? So že v antiki imeli predstavo o tem, da je magija na nek način nezaželenega, po drugi strani pa podtalnega, ne? Ker vemo, da popularna pa je vseeno bila. Imamo arheološke dokaze, o katerih smo lahko včeraj poslušali. Sem pa pomislil še na kolega Mateja Petriča, ki bo imel predstavitev o cesarjih Valentinijanu in Valencu in njihovih odzivih na magijo in podobne pojavnosti v 4. stoletju. Tako da to je mogoče tak zanimiv vezni člen. Mogoče lahko ponovite vprašanje za njega, bo to kaj več znal povedati. Lepša hvala. Dr. Štrbenc-Erker. Za obe predavanji, ki sta se mi zdeli res zelo zanimivi in zelo prepričljivi. Čestitke. Potem pa še vprašanje. Najprej za Apulejev tekst. To se mi je zdelo zelo prepričljivo. Ne? Drugo predavanje se mi zdi, da je zelo prepričljivo pokazalo, ne? Da je magija pravzaprav ena relacionalna kategorija. Ne? Gre za to, kdo definira in kako definira, ne, to je zelo pomembno in to se mi zdi je tudi trend zdaj med religiologi tudi, ne, magija kot relacionalen koncept in so se religiologi, zgodovinarji religije, so se zdaj končno že odmaknili v tiste stare paradigme, ne, kjer so rekli, da magic sili, božje sile, da nekaj naredijo, svečenik pa komunicira na spoštljiv način. Ne. To je bilo, ko sem jaz, ne vem, takoj po študiju, ne, sem jaz to brala. Tako da se mi zdi zelo fino, da zdaj pač je bilo to drugo predavanje o relacionalnosti, to je najboljši način, kako se lahko definira to razmerje med religijo in magijo, ker sta v bistvu podobni praktiki in je zelo pomembno, se mi zdi tudi katerega družbenega sloja je tisti, kateremu pripisujejo določena dejanja. Ne? A je višji ali spada v kanonizirano obliko komuniciranja z onostranstvom ali pa ne. Se pravi, ta družbeni aspekt, ne, in v drugem predavanju se mi zdel zelo prepričljiv, zato bi vprašala tudi za Apuleja, koliko je pa ta družbeni aspekt pomemben. Ne? Ker da je Apulej, da je znal, ne vem, s pomočjo filozofije, ki ni dostopna vsakemu, ne vem, ki ni hodil v visoke šole, ne, da je s filozofsko argumentacijo, da mu je uspel prepričati sodnike, da so ga oprostili, ne, da mu je uspelo pokazati, kar ste rekli, da pozna ta pravi pomen besede mag, ne, se pravi etimologijo, ne, pozna. In to je tudi, to spada k paideji, ne? In tega ne pozna kjerkoli, ne vem, šarlatan, ne? Ki za enim voglom pač, ne vem, uganja svoje copranje. Ne? Tako da to je vprašanje glede družbenega aspekta, definiranja magije v Apulejevem delu.
ker že postavim eno vprašanje, se bom malo potrudila še drugo vprašanje. Zakaj pa Origen? Zakaj pa Origen toliko poudari podobnost med magičnim in religioznim delovanjem? Zakaj ne potegne ene čist jasne ločnice, pa za Jezusa recimo, pa za Mojzesa, pa zakaj ne reče, to je čist na strani religije? Zakaj se mu zdi pomembno pokazati na paralele z magijo? In to mu tudi da pravzaprav priložnost, da napiše tak dolg spis. Hvala lepa. Bomo šli po vrsti najbolj smiselno. Jaz bi rekel, da je Apulej tukaj v tej svoji magiji zelo spreten in izkoristi, vsaj tako je videti iz besedila, neke vrste zmedo, ki očitno v tem času vlada v družbi. Torej, kaj sploh je čarovnik? Najbrž mu nihče ne more definicije prinesti na pladnju. In ravno to je tisto, kar je v resnici, rečemo temu, rdeča nit vsega tega zagovora. Torej, elementi filozofije, elementi verskih obredi, elementi očitno tudi zdravstvene tradicije, vse to je tako zmešano v tem mističnem liku, ki nosi ime Apulej. Zdaj, v družbi je on veljal za zelo uglednega retorika, pravnika in tudi če so ljudje mogoče sumili, da se deloma ukvarja s to črno magijo, mogoče to niti ni imelo toliko vpliva na to njegovo javno podobo. Zdaj, drugo so pa ekstremi, ki so jih očitno se ljudje bali, ker sem že omenil ta Lex Cornelia, ki obstaja iz tega časa, iz 2. stoletja, je predvideval smrtno kazen. Po drugi strani so pa v severni Afriki večino teh arheoloških najdb, ki se jih da povezati z magijo, zarotitvene tablice. Tabele de fictionis, grško katadesmos, to je tablica, na katero zapišeš lahko tudi po neki prej napisani formuli ime tistega, ki ga hočeš preklet, ki mu hočeš privezati ude ali pa jezik, oziroma s pomočjo katerega koli božanstva že. In na ta način se nekomu maščuješ. In te tablice, ki je kar precejšnje število v severni Afriki, so očitno bile zelo popularne. Torej, tudi to je en del družbe, čeprav temu lahko rečemo malo podzemeljske čarovnije. O tem se najbrž ni na glas govorilo, so pa to v glavnem ljudje poznali, vedeli so, kaj se dogaja, vedeli so, kaj se da, ali so si predstavljali, da se da. Tako da ta dinamika je zelo zapletena. Apulej da svojo perspektivo, ampak seveda njegova perspektiva mora biti taka, magija, kot si jo vi predstavljate, ni nič takega. To so ribe, ki jih seciram, to so praški, ki jih pošljem nekomu, da si lahko zobe očisti. Skratka, vse te površne elemente, ki jih vidite v družbi, lahko povežete s filozofsko tradicijo, lahko povežete z zdravstveno tradicijo. To je vse zelo, zelo nedolžno, pravi Apulej. In ljudje so očitno temu verjeli, tudi Klaudij Maksim, ta sodnik, glavni razsodnik v tem primeru je razsodil Apuleju v prid. Seveda pa ne smemo pozabiti, da je Apulej tako podtalno poznal tudi veliko drugih stvari, ki so se dogajale na njegovem področju in po celem Mediteranu. Omenili smo že te različne kulte, omenili smo, tudi v Metamorfozah najdemo prav omembo teh tablic, torej Apulej je poznal to tradicijo, vedel je, katerega avtorja mora citirati, zato da bo prikazal vsebine za ta amatorium, ljubezenski napoj. To ni ravno znak nedolžnega človeka. Ampak ta element iz apologije mogoče ni jasno, ni v ospredju, ostaja tako malo neviden. Tako bi bil nekako moj odgovor. To ravno ne. Se sliši? Mikrofon? Se sliši, pardon, tehnične težave. Torej, Apulej na koncu se seveda izmaže po domače, zahvaljujoč čemu? Jaz bi rekel predvsem njegovi retorični spretnosti. Ne toliko njegovemu družbenemu ugledu, čeprav njegova kariera, kot je šla naprej, je bila praktično neomadeževana, postavljali so mu celo kipe v Sabrati, torej tam, kjer je ta sodni proces se odvil. Skratka, ne vem, če ima toliko zasluge pri tem njegovo stanje oziroma njegov status v družbi,
Ker če bi on se izkazal za res pravega črnega maga, takega, ki lahko dela dejansko škodo, najbrž bi se ljudje zelo hitro obrnili proti njemu. Ampak zato bi pa mogoče še kakšna raziskava več bila potrebna. Če se najprej navežem na to, kar ste rekla v uvodu, v obi vprašanji glede relacijskega odnosa do čarovništva, se absolutno strinjam, ja. Predvsem se mi zdi zanimivo to, da tu se navezujem, še vedno poglabljam to, kar ste že omenila, da je pri nekaterih antičnih avtorjih že morda celo pri Apuleju, ampak se ne spomnim dobro, da obstaja razlika med dvema vrstama magije, recimo med belo in črno, dobro in slabo. Tega tako pri Kelzu kot Origenu ni. Se pravi, magija je a priori nekaj negativnega, ampak tu smo jasno v polemičnem okolju. Ampak že to dejstvo, da ne razlikujeta, kaže, da je ta pojem relacijski. Kar pa se tiče vašega vprašanja, se pravi, zakaj ne potegne ločnice med obema in tudi na fenomenalnem na vidiku in priznava v končni fazi, da je zadaj nek isti mehanizem, ista logika. Predvsem se mi zdi tukaj, da je zadju njegov namen. On piše, to je delo, ki je namenjeno kristjanom in Origen je doma iz Aleksandrije. Sicer takrat, ko to piše, že živi v Tiru oziroma v Palestini in dobro pozna Egipt in njegovo čarovništvo, njegove uroke in tako naprej. In to se vidi iz celote dela. In verjetno pozna tudi vraževerje kristjanov, takšnih ali drugačnih, iz svojega časa. In opaža podobnosti. In iz tega mislim, da izhaja to, da se zave preprosto, da je težko potegniti ločnice med enim in drugim vidikom. To je en vidik, zakaj ne potegne jasnih ločnic, kajti zaveda se, da iz polemičnega vidika ne zadošča očrniti, demonizirati nasprotnika, nasprotnih praks. Po drugi strani je pa še en drug vidik, ki se mi zdi ravno tako pomemben in zadeva celostno vizijo sveta in kozmosa in stvarstva, ki jo ima Origen. Ker se je precej soočil z valentinijanskimi gnostiki, Origen priznava velik pomen temu, kar se dogaja v svetu onkraj, oziroma to, kar se je zgodilo v svetu onkraj, kjer obstaja trojica, ampak predvsem obstaja eno kraljestvo logikoj, racionalnih bitij, znotraj katerega se je potem v odnosu do Boga prišlo do padca, nekateri bitij, ki so se odtujila, nekatera so potem postala ljudje, druga angeli, tretja demoni. Se pravi, demoni so zanga tudi iz logičnega, recimo temu iz filozofskega, teološkega vidika, nekaj, kar obstaja in kar deluje znotraj tega stvarstva in ravno s tem povezuje čarovništvo. Se pravi, oboje se mi zdi, da je povezano s tem, da je razlikovanje težko in da tudi on, ki dobro pozna tako staro kot novo zavezo, se zaveda, da so določeni pojavi v obeh zavezah ambivalentni in terjajo razlage. Recimo ena znamenita pridiga, ki jo ima, je o tem, kako gre kralj Savel konzultirati neko čarovnico in s pomočjo nje skuša priti v stik z prerokom Samuelom. Primer nekromancije, ampak Origen reče, so različne interpretacije cerkvenih očetov glede tega, ali gre samo za neko alegorično dejanje, ampak Origen glede tega dejanja pravi, ne, tukaj je res do tega prišlo. Zaveda se, da je to možno in čeprav gre tukaj za nekega kralja, ki je le mazilja in ki je svet do neke mere. Mislim, da se zaveda kompleksnosti samega pojava in zato ne potegne jasnih ločnic. In tudi mislim, da v odnosu do nekega filozofa neke pavšalne ločnice ne zadoščajo. To. Hvala. Še kolega Valijo?
Ja, jaz imel samo eno krajše opažanje glede pravne sankcioniranosti, ne, čarovništva, ki smo ga prej omenjali, Lex Cornelia in tako naprej. Zdaj, ali gre pri sankcioniranosti magije za to, da ta rigoroznost kaznovanja napreduje? Mislim, da ne, pač recimo od Lex Cornelia pa proti izteku antike. Zdaj, za stoletja prej pa ne vem, ne, ker verjetno v valovih prihaja ta rigoroznost. Recimo filolog znameniti Bovra, raziskovalec Sofokla, je pokazal s kar močnimi dokazi, da je v 5. stoletju v Atenah pred Kristusom, ne, da so za čarovništvo in potem navaja primere za recimo za uporabo čarovnih napojev, no, za struparstvo v bistvu, bile izredno hude kazni predvidene, ne, tudi smrtne, in potem pač iz tega izpeljuje to, da je atenska publika bila nedvomno zgrožena ob tem, ko je videla, da Dejanira v Drahinkah, ne, Sofoklovih, vse posluži čarovnega napoja, ne. No, toliko, v bistvu samo to opažanje o tem nihanju odnosa do magije, ki se potem odraža tudi pač v pravnih sankcijah. Toliko. Ja. No, sej v resnici ni bilo niti vprašanje, čeprav razumem, bolj komentara, ne. Ampak jaz bi še vseeno tukaj izpostavil svojega kolega Petriča, ki je zgodovinar, izrazit njegova ekspertiza, no, danes bo govoril o 4. stoletju, ampak gotovo ve kaj tudi o teh situacijah, mogoče zna ponuditi en kronološki pregled. Bi bil on mogoče boljši naslov za razpravo o tem. Tako, najlepša hvala vsem za to imenitno diskusijo. Predlagam, da si vzamete nekaj časa, tamle lahko dobite kaj pijače, zadaj je tudi kavarna, če je kdo mogoče bolj lačen. Pa si potem dobimo ob, čeprav berem, 15 do v nadaljevanju našega srečanja.